Naš gost. Naš gost. Naš gost. Lepo pozdravljeni. Danes v oddaji Naš gost gostimo izjemen komorni tandem, življenjski in umetniški par, ki že več kot 3 desetletja navdušuje domače in tuje občinstvo. In sicer sta z nami klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič, oba poznana kot duo Klaripiano. Dober dan. Pozdravljeni. Obletnico sta zaznamovala tudi z izidom nove zgoščenke, 30 Klaripiano, in to je seveda poklon 30-letnemu jubileju. Ta zgoščenka je tudi pred menoj. Bomo tako za intermezzo slišali tudi kakšen delček z tega, kar je na njej. Drugače pa, 30 let delovanja, nova zgoščenka. Gospa Tatjana. Tale številka 30 je nekam zlovešče velika, tako da veste, da sva v kakšnih letih sva, je pa seveda zelo lepo, da vztrajava in da sva pravzaprav tudi še vedno sposobna iti na oder in sposobna te koncentracije. Ta zgoščenka vsebuje izključno izvirno slovensko glasbo za klarinet in klavir, za duo z mešanim zborom in za duo z godalnim orkestrom in je na nek način svojevrsten pregled slovenskega glasbenega ustvarjanja za vajno, lahko rečem, unikatno zasedbo. Hkrati pa tudi poklon vsem skladateljem, ki so v teh 3 desetletjih ustvarjali glasbo za vaju. Gospod Dušan. Torej na tej zgoščenki sva izbrala v bistvu 4 skladbe. Morava reči tudi, vsi skladatelji na tej zgoščenki so tudi najini prijatelji. Imava to srečo, da Slovenija je zelo, bomo rekli, ne smemo vedno govoriti o majhni deželi, ampak o povezani deželi. Se poznamo med seboj in seveda tokom soustvarjanja in ustvarjanja se stkejo tudi prijateljski stiki, ne. In na tej zgoščenki sva izbrala skladbe skladateljev Andreja Makorja, Črta Sojarja Voglarja in Nenada Firšta. To so v bistvu, bi lahko rekli, tudi 3 različne generacije skladateljev, ne. Makor kot najmlajši in Nenad Firšt kot uveljavljeni, res odličen skladatelj. Skladbe so napisane bodisi za godalni orkester, ker sva si želela potem, ko sva krstila že preko, rečemo, 40 skladb za klarinet in klavir slovenskih skladateljev, sva si želela skladbe za večji sestav. In najbolj se nama je zdelo, da pač klarinet, klavir bi bilo fejst, če bi lahko igrala pač z godalnim orkestrom, ker je to v bistvu nekako taka zasedba. Prvič je zelo uporabna, ne rabiš celega simfoničnega orkestra, po drugi strani pa sta najina inštrumenta tudi zelo povezana z godali in gresta tudi zvokovno zelo skupaj. Tako da v bistvu te koncerti so nastali iz v bistvu obdobja po letu 2020. Srebrni koncert Črta Sojarja Voglarja je nastal v bistvu za najino 25. obletnico, pa potem zaradi covida ni nastal in je imel skladatelj čas in je kasneje napisal in sva vesela potem, da sva to potem tudi izvedla. Gospod Firšt je napisal to skladbo tudi v covidnem času, prav tako pa Andrej Makor. Tako da v resnici so to skladbe, za katere so imeli skladatelji zelo veliko časa, več kot ponavadi, in sva tudi vesela in so tudi sami rekli, da jim je bilo veselje in da so res zadovoljni, kaj je iz tega nastalo, ne. In moram reči, da so skladbe tudi naletele na zelo lep odmev. Edina skladba, ki javno v živo še ni bila izvedena, je v bistvu skladba Črta Sojarja Voglarja, ker je bila samo v studiu in potem digitalni posnetek. No, mi bomo slišali v nadaljevanju oziroma takole v podlagi nekaj, kar je zapisal Andrej Makor.
Gre za sodelovanje vaju, pa tudi z zborom. Kako ste pa to doživela? To je pa tudi verjetno neka posebna izkušnja. Ja, moje delovno mesto 20 let je bilo v zboru Slovenske filharmonije, jaz sem bila tam korepetitor in potem sem seveda prišla po tolikih letih tudi na idejo, da bi midva lahko sodelovala z zborom in tako sva tudi spoznala skladatelje, ki so pretežno pisali za vokal ali pa za zbor in pravzaprav sva ponosna, da sva iz tega dosjeja nekako naročila delo Andreju Makorju. Takrat je bil zelo, zelo mlad skladatelj in sva bila prva inštrumentalista, ki sva naročila delo. To je nama napisal pač za najin duo in kasneje smo pa seveda prišli še do nadaljnega sodelovanja. On je zdaj nama že precej takih velikih skladb napisal, 3 velika dela za zbor, klarinet in klavir in ena izmed njih je tudi na tem CD-ju, seveda. Tako in nekaj njegove glasbe bo tudi moč slišati na koncertu, ki bo prav nocoj, ne, v Koprski stolnici. Tako, vabiva nocoj v soboto ob 20. v Koprsko stolnico, kjer bo prišlo do velikega sodelovanja 3 zborov in sicer bomo nastopili mešani pevski zbor Obala Koper, Šaleški akademski pevski zbor Velenje in komorni zbor Orfej. Ti 3 zbori bodo skupaj nastopili z nama in koncerte bomo ponovili 20. decembra v Velenju v dvorani Velenjske srednje glasbene šole in v nedeljo 21. decembra v Ljutomeru v cerkvi. Prav lepo, da lahko te koncerte napovemo takole tudi v taki portretni oddaji, kaj ne, gospod Dušan? Tako, jaz sva zelo vesela, da je prišlo po v bistvu 7 letih, da bo prišlo do ponovne izvedbe. Upamo tudi, da bomo to lahko tudi posneli in da bo potem to tudi zapisano na zgoščenki. Lahko pa povem, da gre za božično kantato Andreja Makorja, ki jo je napisal leta 2018 in prva izvedba je bila v bistvu z zborom svetega Nikolaja iz Litije, dirigentko Heleno Fojkar Zupančič, seveda v Litiji, ampak obstaja pa tudi zelo lep posnetek v živo, prav Radia Ognjišče iz Uršulinske cerkve v Ljubljani. Tako, no zdaj pa gremo kar mogoče malce v zgodovino. In sicer je taka oddaja, naš gost nekako zahteva tudi en tak pogled v prehojeno pot. Tatjana Kavčič, vi prihajate iz glasbeno neprofesionalne družine, ne, če se ne motim. Prvi stik z glasbo je bil domače petje, potem pa ste začeli resno glasbeno pot v glasbeni šoli pri 9 letih, ko ste se, kot je nekje napisano, izjemno ujeli z vašo profesorico klavirja. Kako je bilo to? Ja, res je. Izpolnila se mi je želja, da so me vpisali v glasbeno šolo, da sem naredila pač tiste sprejemne izpite za klavir in potem so mi kupili klavir, čisto nov in dišeč in jaz sem se pravzaprav kar bala, če bom sploh sposobna, zmogla tega, če se bom jaz lahko naučila igrati klavir. In imela sem čudovito profesorico, in mi je pokazala res lepo pot. In se mi zdi, da si je ves čas želela, da jaz ne bi odnehala in da bi postala to, kar je ona. In vem, da je zdaj zelo srečna, ko me gleda nekje od zgoraj. To je bila Hedvika Čeh Veronek v glasbeni šoli Moste Polje v Ljubljani. Letos bi imela 100 let. Dolgo časa je bila z menoj. Ves čas me je spodbujala, tudi potem, ko sem že ko sem že odšla naprej in na študij v tujino in vse skupaj je bila ona zelo ponosna na mene. In ona je bila tudi tista, ki mi je pomagala prepričati starše, da sem sploh smela iti na sprejemni izpit na Akademijo za glasbo. Oni so mislili, da je to pač težko, vedeli so, da mi ne morejo nič pomagati, ker niso iz teh vod, niso vedeli, kako se obrniti. Se pravi, morali ste sami vaditi doma, ne? Ja, Ni bilo nekoga, da je sedel zraven pa rekel, ne, tale tipka ni bila ta prava. Ne, veste, to je bilo pa tako, da so me vpisali pri 9 letih in so rekli, zdaj boš pa ti sama hodila v glasbeno šolo, ker te mi ne bomo spremljali. In pri 9 letih sem lahko šla sama čez neko veliko cesto. Stara šola. Tako, jaz sem bila povsem samostojna in sama sem šla v mesto, jaz sem Ljubljančanka. Sama sem šla z avtobusom v mesto po knjigo, ki sem jo morala kupiti za pouk
Vse sem morala pravzaprav bolj sama in potem, kar se pa nastopov tiče, ne, so pa starši rekli, saj te bomo kdaj prišli poslušati in sem rekla, da ne bom nastopila, če ne bodo prišli. Tako da so bili malo primorani. To so pa prišli, ne? To so prišli, kupili so mi klavir, bil je prekrasen, prečudovič, jaz ga imam še danes sicer. Klavir ali pianino? Takrat je bil to pianino, ampak meni se je zdel to že kar orank klavira, ne. Bil pa je samo en stavek, ki me je zaznamoval za celo življenje. In sicer, ko so postavili klavir k nam domov, je mama rekla, veš, ampak zdaj se pa tule ne bo prah nabiral, zdaj se moraš pa ti res naučiti to igrati. In ker sem jaz vedela, da so to kupili samo zame in da se nihče ne bo nikoli dotaknil klavirja, se mi je ta odgovornost zdela tako velika, da sem potem res zelo vadila. Tako da so pol moji starši rekli, pa sej ni zdaj treba toliko vaditi, ni zdaj treba zaradi tega stavka klavirja študirati, ampak je bilo pač prepozno. Takrat je bilo že prepozno. Ja, lepo. Gospod Dušan, vi pa izhajate iz drugačne družine, iz izrazito glasbene, namreč oče akademski flavtist, mama pevka in zato je bila glasba za vas pravzaprav nek naraven del vsakdana. Ja, to je res. Torej, kakor se jaz spomnim, se sploh ne spomnim, da bi jaz kakšne želje kazal, da bi kaj igral, ne? Ampak je oče kot flavtist rekel, bomo začeli zdaj s kljunasto flavto in potem je vpisal tudi še na klavir. In jaz sem seveda to vse lepo poslušal in vadil in seveda mi je bilo všeč. Tako da moram reči, da sem zelo hvaležen in očetu, da me je v bistvu vpisal tudi na klavir, da sem začel že zelo zgodaj pač tudi osnove klavirja nekako spoznavati. Potem pa, ko se je bilo treba odločiti za inštrument, me pa on ni nadsilil, ampak ker sva bila na enem tekmovanju, se prav spomnim, to je bilo v Herceg-Novem, v Črni gori, sem lahko poslušal čist vse pihalne in trobilne inštrumente, no pa tudi glas, ne, pa sem rekel, ne, pevc ne bom. In potem sem se nekako zaljubil v klarinet, najbolj všeč mi je bil. In potem je oče rekel, v redu. Zakaj klarinet? Veste, kako klarinet... Zvok, oblika, torej, material, ne vem. Ja, torej zvok. Torej, mislim, jaz sem mnenja, klarinet je najmlajši od vseh pihalnih inštrumentov, ima še malo več kot 300 let, ne? In vsi, in flauta, in oboe, in fagot so precej starejši. Klarinet ima, bomo rekli, a veste, v klarinet je bilo zaljubljenih veliko skladateljev, ne? Med njimi je bil veliki Wolfgang Amadeus Mozart, potem je bil Johannes Brahms, mislim, velik tudi Alban Berg. Tako da jaz mislim, pa da ne govorimo o filmskih skladateljih, ne? Klarinet ima en tak mehek zvok, žameten, zelo je lahko podoben človeškemu glasu, ima zelo velik obseg, se pravi lahko igra ali tenor, ali bariton, ali sopran, ali mezzosopran, torej, če tako malo poenostavim oziroma prenesem na človeške glasove. Poleg tega je pa tudi repertoar klarineta, to sem šele potem spoznal, tak, ki meni leži, ne, torej sede ti nekako v dušo, ker ima zelo veliko romantičnih skladb. Torej, vsi te veliki romantični skladatelji so pisali za klarinet in Mozart je napisal enega najlepših svojih koncertov prav za ta inštrument. Pa jih je napisal 26 za klavir, ampak jaz mislim, da je za klarinet najlepši. Gospa Tatjana je rekla, da njo ni bilo treba nič siliti za vadenje, pa vas? Veste kako, ja, jaz sem tudi sam vadil, seveda, mogoče klavirja nisem v začetku, ker tiste malo bolj zahteven, ne, tako malo, ne, precej bolj zahteven kot kljunasta flauta, moram reči, klavir je res treba vaditi, pa leva roka, pa basovski ključ, pa tako, ampak potem, ko sem dobil ta pravo profesorico, potem je šlo zlahka, ne. Zdaj klarinet pa tudi ni bil problem, jaz sem pa dobil potem profesorja Alojza Zupana, ki je bil moj prvi profesor in potem tudi na akademiji, tako da pri njemu pa itak ni bilo debate, nekako je znal tako motivirati, da si vadil, ne. Tako da tukaj ni bilo nobenih težav.
Spremljate oddajo Naš gost z izjemnim komornim tandemom. Govorimo danes duo Claripiano, in sicer klarinetist Dušan Sodja in pa pianistka Tatjana Kavčič. Ja, zdaj smo nekako že slišali, da vaju je glasba nekako zanimala že od otroštva naprej, ampak kako je bilo pa skupno glasbeno potjo? Ne? Kako sta se srečala na srednji glasbeni šoli, na gimnaziji Bežigrad? Kako je bilo to? Povejte, gospa Tatjana. Ja, nekako sva vzporedno imela oba dva to gimnazijo Bežigrad in srednjo glasbeno šolo. Tisti dan, ko sva se spoznala, še nisem vedela, kako je to usodno spoznanje. Namreč zanimivo je, da sva se spoznala 1. septembra tistega leta, ko sva začela hoditi v srednjo glasbeno šolo. Bil je to petek in načeloma naj ne bi bilo pouka še tisti dan, ampak midva na Debudneža sva prišla na solfeggio prvi letnik. Prišel je poleg naju še profesor in ker je bil tudi on nov, je rekel: Jana, zdaj pa če sta vidva prišla, bomo pa kar imeli lekcijo. Torej midva edina, ne, sva to tako zares vzela. Potem seveda sva se srečevala pri tem pouku, mi, ki smo bili zunanji, to se pravi, ki smo imeli še vzporedno neko gimnazijo, smo si potem lahko izbrali, kdaj tudi utegnemo k ostalim predmetom na srednjo glasbeno šolo, tako da se mogoče nisva vsak dan srečala, ampak vendarle velikokrat. Potem na Akademiji za glasbo je bilo pa nam prepuščeno, da smo se lahko organizirali pri predmetu komorna igra. Tako da sva začela v 3. letniku Akademije za glasbo oktobra sodelovati, veliko vaditi in potem sva v bistvu v maju prvič nastopila v tistem študijskem letu. In to je nekako prvi koncert dua Claripiano, čeprav se takrat še... 1993? 1993 sva začela vaditi in leta 1994 je bil najin prvi koncert 11. maja v Ljubljani. Tako, nisva odnehala do danes. Claripiano je pravzaprav ime, ki vse pove, ne? Že na prvo žogo. Kako je bilo s tem izborom imena? Ja, torej, seveda, ime nisva izbrala takoj, ko sva začela vaditi, oziroma ko sva imela prvi koncert, če nisva bila Claripiano. Mislim, da je to trajalo, po moje, kar nekaj let. Jaz mislim, da okoli leta 2000 sva nekako zbrala ta ime, sva rekla, zdaj moramo imeti nekako, že to koncertov sva imela. A veste, potem je to tako, ko začneš, pa te spoznala sva slovenske skladatelje, glasbena mladina Slovenije, ljubljanska je nudila ogromno možnosti. Serenade in tako naprej. Imela sva veliko možnosti, takoj sva potem imela tudi v tujini, ko sva spoznala skladatelje, sva naprimer tudi na Škotskem igrala in potem sva igrala v Štokholmu, pa v Pragi, tako da potem sva rekla, zdaj pa res raba ime. In najbolj enostavno je bilo, da bi bilo pač nekaj, seveda slovensko je težko, se pravi, da razume cel svet, ne. In zdaj ta klari, kot da se nekaj mal, ne, skoraj da se igraš, ne, piano, ampak v bistvu klari pride iz klarineta, tako da Claripiano je bilo tako čisto nekaj logičnega, so potem nekako zbrala. In seveda duo Claripiano, zaradi tega, ker pač sva duet, ne, ampak due kot pač mednarodno. Tako je prišlo do imena. Ne. Kako pa je prišlo do ljubezni, gospa Tatjana? Če ni preveč osebno. Torej, jaz sem dolgo mislila, kako imam fejst kolega študijskega, ne, kako sva se midva dobro razumela, veliko vadila, ne, sam iz njegove strani je bilo še kaj več, ampak je to nekako vsem zakrival, ne. On je kar dolgo se trudil, ampak enkrat se mi je pa celo posvetilo, ne. Sva pa bila najprej duo in potem še ljubezenski par, ne. Menda, da so Dušana kolegi spraševali, a sta vidva tudi par, pa je on rekel, ne, ampak sej, ko pa bova, ti pa povem, ne. Je odgovoril enemu kolegu. No, tako da, lepo, no. Res lepo. Obletnica poroke potem ni čisto takrat, ko sta začela z duom Claripiano, ampak ni pa niti tako zelo, zelo daleč, ne? Ja, midva sva poročena zdaj 23 let na 7 let podlage. Tako. Tako, ja. 7 let, se pravi, kmalu bo srebrna, dobro. Gremo naprej, oba sta po diplomi nadaljevala študij na sloviti univerzi Mozarteum v Salzburgu. In to obdobje nekako opisujeta tudi kot najlepši čas glasbenega izobraževanja. Zakaj
gospod Dušan? Ja, torej, midva oba sva si želela iti potem po akademiji študirati v tujino. Namreč to je bil glih čas, Slovenija se je osamosvojila, midva sva sicer glih diplomirala, rečemo, okoli leta 1995 na Ljubljanski akademiji, no, Tatjana je 1 let kasneje. In potem nekako je bila pot, bom rekel, začrtana, zakaj Salzburg. Jaz sem imel tudi kolega, ki je že tam študiral, tudi klarnetist, in tam je bil en res slavni klarnetist, profesor Alois Brandhofer, ki je drugač bil solo klarnetist v Berlinski filharmoniji, še prej bil Wiener simfonikar, se pravi v simfoničnem orkestru Dunajskem, in je bil odličen profesor. In potem sem se jaz odločil in sem šel na spremni izpit in naredil. In potem naslednje leto je pa potem tudi Tatjana rekla, zdaj, če si ti v Salzburgu, bom šla pa tudi jaz v Salzburg. In je potem tudi ona naredila spremni izpit, dobila eno krasno profesorico, ona je delala potem tudi v bistvu klavirsko glasbeno pedagogiko, se pravi klavir kot glavni predmet, ampak zraven vse pedagoške predmete, in je imela tudi profesorico Brigito Engelhardt, eno krasno osebo. In moramo reči, da oba dva, da v bistvu Mozarteum je eno tako svetovno središče glasbe, ne samo zaradi Mozarta, ampak ta šola je res mednarodna, profesori so iz vseh krajev sveta, spoznaš tudi študenti, ne, takrat je bilo tudi precej študentov iz Japonske in Južne Koreje, tako da ta mednarodna zasedba ti da eno drugo širino, seveda vpišeš tudi predmete, ki jih mogoče takrat pri nas sploh še ni bilo, zdaj seveda so, takrat pa ne, od stare glasbe do raznih drugih predmetov. Tam je na primer tudi v tistem času, ko sva bila midva, je na primer poučeval Nicolas Harnoncourt, v bistvu dirigiranje, pa tam sva spoznala tudi najnega, tudi bodočega profesorja komorne glasbe, ki sva potem v Kölnu študirala, to bo lahko Tatjana več povedala, pianista Antonija Spirija. Tudi to. Tako da v bistvu je bilo to res eno tako obdobje, lepo, naporno, midva sva se vozila gor, v bistvu sva imela stanovanje tam, ampak skoraj jaz mogoče, ne vem, ali sem se vsak teden, ampak Tatjana se vsak teden nazaj vozila. Salzburg je vseeno toliko ni daleč, da se ne bi dalo. Čeprav Salzburg je tako izjemno lepo mesto, ne? Skoraj da, kot bi rekel, nek približek Ljubljane, ne? Ja, točno, res je. Sam veste, ni bilo tam zelo enostavno z inštrumenti. Jaz sem sicer pol v nekem svojem drugem stanovanju uspela, da sem si najela pianino, da sem lahko vadila. Sicer smo pa tam, ne bom rekla, da se glih tepli za inštrumente, ampak čez dan so bili profesorji v tistih sobah, zvečer smo ali pa zgodaj zjutraj smo pa lahko mi, ne. In zdaj mi, Evropejci, smo ponavadi po noči spali, Aziati so pa šli zvečer v tiste učilnice, kjer je čez dan potekal pouk, in potem so celo noč vadili. Jaz ne vem, kako so oni potem dopoldne bili pri pouku, to ne vem. Ampak jaz tega nisem bila sposobna. Tako da sem potem raje se, ne vem, zvečer v četrtek odpeljala v Ljubljano, vadila čez vikend, šla v nedeljo zvečer nazaj. Ampak še vedno, sej se spomnim, da sem bila zelo utrujena, ampak sem pa po drugi strani imela eno tako zadovoljstvo, ker se je to delalo na zelo visokem nivoju in ti profesori so delali zelo detaljno. In spomnim se, Dušanov profesor bil tak izjemen gospod, on je zelo rad videl, da sem jaz z Dušanom prišla na lekcijo in sva midva zelo velik skladb delala skupaj z njim. In je bil tudi zelo navdušen, ker je videl, da sva midva tako zainteresirana, ker sva imela veliko koncertov, nama je vedno gorelo pod nogami. In smo bili en tak zelo dober tim. In moja profesorica je tudi naju zelo podprla, ampak vse prvih 10-15 let smo imela veliko mentorjev, ki niso bili pianisti. No, potem se nama pa zgodil gospod Antoni Spiri. Verjetno ga slovensko poslušalstvo pozna, bil je spremljevalec Marjane Lipovšek, ne? Tako, in Bernarde Fink in Marko Safinka.
In tako že potem, ko sva midva nehala študirati, so imeli enkrat v Ljubljani koncert in sva šla profesorja pozdraviti, če se bo mogoče naju spomnil, sva imela že prvi CD v roki, po koncertu sva stopila do njega, mu pokazala CD, mu ga podarila in on je kar poznal vse skladbe. In da sploh nisva vedela, da se on tudi ukvarja s čim drugim kot samo staro glasbo ali pa da spremlja slavne pevce. In potem je on se z nama lepo pomenkoval in čez 3 tedne sva dobila mail, v katerem naju je povabil. Takrat je on se že preselil iz Mozarteuma, je šel na Kelnsko visoko šolo za glasbo in če bi tam bila v njegovem razredu podiplomantov in to je bilo enkratno za naju, tako da sva... Beseda da besedo, ne? Ja, in potem tako. dober glas seže Tako. v 9. vas. Takrat sva bila midva že zaposlena oba v Slovenski filharmoniji, ampak smo se tako dogovorili, da smo se kjerkoli v tistem šolskem letu dobili, ne, če bi on nekje blizu Slovenije, smo se dobivali. Šla sva sicer za en teden v Montepulciano, tam je on imel cel svoj razred, ker so bili sami takšni kot midva, a ne, razni komorni sestavi. Smo tam intenzivno delali, pa smo se pa dobili seveda tudi v Kelnu, v Münchnu, v Salzburgu, v Mariboru, v Ljubljani. To je bilo zelo lepo obdobje. No? On je pa bil res, kako ne rečem, pianist, ki je pa potem pa zelo z menoj delal. Ne? Se pravi, Dušan seveda ves čas zraven, ampak je on iz tega klavirskega vidika pogledal in to je bilo res krasno. In če primerjate Salzburg in Kelen? Zdaj, Kelnska visoka šola, midva sva tam mogoče potem Brnemu imela 2-krat uro, prav tam, drugače sva pa po vseh drugih krajih, kjer je on koncertiral, imela. Ampak Kelnska visoka šola je seveda tudi ogromna, zelo je usmerjena v sodobno glasbo, se mi zdi. Je pa tudi seveda zelo znana in odprta šola z mednarodnimi profesorji. Ne. Zdaj več ne morem povedati, ker enostavno tudi nisva imela toliko pogledov, tudi s kolegi v bistvu jih nisva spoznavala, ker nisva tam živela. Ne. Ampak to je, midva sva pač šla kje izključno zaradi profesorja. Ne. In izkušenj, ne, izkušnje pa so neprecenljive. Spremljate oddajo Naš gost z duom Claripiano. Govorimo danes klarinetist Dušan Sodja in pa pianistka Tatjana Kavčič sta z nami. Ja, klarinet in klavir sta seveda taka lepa inštrumenta, ampak osebno bi rekel zahteven par. Ne čisto enostaven. Kako poteka vajin ustvarjalni dialog? Kdo izbira glasbo, kako potekajo vaje,
take stvari me zdaj zanimajo, gospod Tatjana, prosim. Ja, mi dva vadiva doma. Zdaj imava klavir že kar nekaj časa. Že od leta 2008 imava doma en prekrasen klavir Besendorfer in vadiva doma. Sva tista srečneža, ki najdeva vedno stanovanje, da se da vaditi v bloku. Da se da vaditi v Ljubljani. Ja. To je zdaj tista tema, o kateri bomo morda še kakšno rekli v nadaljevanju. Hvala vsem sosedom, nekdanjim in sedanjim. Res. Drugače pa program, se veste, malo zbirava glede na organizatorja. Seveda ne ponujeva samo slovenskega, ampak želiva tudi vedno pač igrati mednarodni program za obseč čim več stoletij glasbenih. Drugače pa kdo izbira, ponavadi na kakšnih skupnih sprehodih se pogovarjava, kaj že dolgo nisva igrala, kaj bi še rada. V teh 30 letih sva veliko stvari preigrala, se pa še zgodi, da kakšne skladbe še nisva pogledala, še sploh ne. Gotovo, težko bi vse. Na začetku sva bila zelo pogumna, za najin prvi koncert sva izbrala dve zelo, zelo zahtevni deli, Roberta Schumana in Johannesa Brahmsa. Ne vem, če bi to še kdaj naredila, ali pa komu svetovala, ne bi, ampak midva sva to naredila. Potem sva pa vrsto let za vsak koncert imela čisto nov program in sva res študirala. Zdaj pa, ker veste, imamo majhno deželo v smislu koncertnih odrov, pa sva si želela vedno nekaj drugega ponuditi in to naju je primoralo, da sva se veliko novega vedno naučila. Zdaj z leti, ki se pa mi zdi, da imava pač neko tako znamko, ki bi rekla, da je kvalitetna, midva kot duo, se pa potem trudiva, če pride nova skladba zraven, da jo toliko zvadva za prvi koncert, da ne znižuje povprečja kvalitete. Sicer pa moram zdaj res tako zelo pošteno povedati, da je moj mož vodja dua. Tako? On ima generalno največ opazk in potem pripomb. Pa mu predava besedo. Jaz mislim, da bi moral zdaj še on tukaj kaj povedati. Ja, torej, vodja, ja. Torej, tako je rekla ena najna škotska prijateljica, ki je drugač amaterska sopranistka, smo imeli tudi koncerte in na Škotskem in na gradu Turjak, drugače grofica, no, lahko povem, gospa Janet Cromarty. Ona je naj opazvala, en teden je bila pri nama in naj opazuje tako v življenju in na odru in pri vaji in rekla, ja, jaz to vidim, ja, tako v vsakdanjem življenju bolj Tatjana vodi, ampak na odru pa Dušan, ne. Tako da jaz na odru očitno uživim in prevzamem pobudo in to je to. Tako da zdaj, kar se tiče skladb, seveda v začetku sva tak klasičen železni repertoar študirala, ki je za klarinet in klavir. V bistvu nisva nekako niti razmišljala, kaj bova, ker se je točno vedeli, kaj bo. Poleg seveda slovenskih skladateljev, midva sva že imela res srečo, že takoj sva v bistvu spoznala že, naprimer na moji diplomi leta 1995 je bila krstno izvedena skladba Primoža Ramovša, DS, ki jo je napisal takrat še zame in jaz takrat v bistvu, ko sem mu naročil, ne vem, kako je bilo, ali nisem še vedel, da bo Tatjana igrala, ampak najbrž sem vedel, pa nisem. In potem mi je on rekel, ja, ampak če bi jaz vedel, da je pa Tatjana zraven, ja, bi pa napisal za oba. Tako da, ampak seveda, pol so oba dva izvedla to skladbo, je bilo pač na D, S napisane, pač D pa S, ne, 2 tona, drugače bi bilo pa še na kakšen drug ton, ampak tako sva spoznala in potem je najin prijatelj in tudi mentor glasbeni je ratov gospod Ivo Petrič, potem on je spoznal z veliko skladatelji, z akademikom Urošom Krekom, z akademikom Lojzetom Lebičem, potem za skladatelji, naprimer z Janijem Golobom, s Tomažem Habetom, v tistem času seveda z Nenadom Firštom smo se že zelo malo spoznali, ker on je bil tudi en občudovalec in prijatelj Iva Petriča. Tako da v bistvu skladbe potem slovenske so rasle iz teh prijateljstev, ne. Potem naprimer Tatjana je bila zelo prijateljica tudi z skladateljem Janezom Matičičem, on je tudi napisal nama skladbo, ona je veliko njegovih skladb izvajala, tudi za njim osebno obstaja tudi CD. Potem pa seveda, ko sva imela midva zdaj en repertoar že narejen teh
klasičnih, uveljavljenih slovenskih skladateljev, v bistvu starejše generacije, žal jih je zdaj že od teh, ki sem jih naštel, jih je že zelo veliko pokojnih. Potem sva pa seveda spoznavala nove, mlajše generacije ali najne kolege ali pa celo mlajše, tako kot naprimer Andrej Makor. Mogoče tukaj lahko samo omenim en projekt, in to je Slovenska ljudska glasba v koncertni preobleki, ki so ga zastavila leta 2016 in takrat je nastalo 8 novih skladb različnih generacij skladateljev, med njimi je bil tudi Andrej Makor, pa bila je naprimer gospa Tadeja Vulc, pa poleg Janja Goloba in Tomaža Habeta še naprimer najin profesor Peter Šavli, pa naprimer Andrej Mison, ki je naju učil harmonijo na akademiji. Tako da sva v bistvu tako nekako naredila tudi ta projekt, ki je v bistvu mogoče tudi ena povezava ljudske glasbe in v bistvu koncertne sodobne glasbe, ne? In sva tudi vesela, ker je iz tega nastal CD. No, se pravi, to je en del vajne ustvarjalnosti, sodobna slovenska glasba, narejena tudi na pobudo prijateljev in tako naprej. Ampak, če se pa odločata sama, pa romantika, tista, ki, bi rekel, vsega do srca, gospa Tatjana. Ja, naj vznemirja. In zanimivo, nemška romantika, mogoče to tudi malo povezan s tem, ker so seveda oba se zelo dobro naučila nemško in potem se ti pač s tem poznavanjem jezika tudi bolj približa cela kultura, cela njihova zakladnica. Pač mava zelo rada seveda so nemško romantiko in sva potem posegala, poleg teh skladb, ki so v originalu napisane za klarinet in klavir, tudi po določenih samospevih, ne, se to je zdaj tudi malo moderno, ste verjetno že opazili, ne, razni inštrumenti igrajo solistično tisto melodijo, ki bi jo sicer neki pevec zapel. Ja, to je zdaj modno. Tako da sva to se tudi tega poslužila, se mi zdi, da Dušan res zelo, zelo lepo na klarinet zaigra neko sopransko linijo, ravno tako toplo in midva, ki pač razumeva to besedilo, se mi zdi, da oba da se lahko zelo, zelo približava, ne? In potem manj pogrešava, da nisva pevca. Ja. No, kaj pa je po vajinem mnenju največja prednost komorne igre v Du? To, da sta lahko doma skupaj in vadita pravzaprav po zajtrku ali pa pred večerjo, se ni treba ne vem kako usklajevati, recimo? Ja, to je privilegij. To je privilegij. To je privilegij, ampak biti na odru v tandemu, se mi zdi, da je pa to res dialog. Torej, kot pianist, jaz bi lahko bila sama na odru, ampak se mi to sploh ne zdi zanimivo. To, kako se pa midva pogovarjava na odru s temi najnimi inštrumenti, to je pa res čudovito. Mava to izjemno srečo v življenju in mislim, da se midva obadva zavedava, da lahko skupaj hodiva skozi življenje in pač delujeva v Du in to občutva kot neko poslanstvo in to živiva in uživava. Ker mislim, da se ne zgodi to vsakemu glasbeniku. Da bi srečal res eno sorodno dušo, da bi skupaj rasla, da bi to trajalo toliko časa, da ni nekih pretresov, vznemirjenj, ne vem kaj. Sicer je res, da midva pazva na to, da se lahko oba še vedno s tem ukvarjava. Ne, sva se vseeno, se mi zdi, toliko zavedala, da sva se nehala pravočasno z določenimi športi ukvarjati in podobno, da pač, da lahko, se nisva še toliko stara, ampak vseeno, da lahko še vedno igrava in da še vedno lahko stojiva na odru. In da pravzaprav tudi nisva toliko zaspala, da še vedno imava kaj zapovedati. In da lahko misliva, da lahko misliva na prihodne koncerte in se jih veselita. Ja, ker se mi zdi, da tudi v tej naši generaciji, da živimo tako življenje, da te lahko življenje tudi čisto posrka vase in potem ti nimaš časa, da bi razmišljal, da bi še nekaj koncertiral in kaj bi ti še povedal. In ker se mi zdi, da je tudi naloga nas interpretov takšna, da moramo malo dati sanjati publiki, da moramo mi moramo malo polepšati večer, na katerega pridejo. Odlično, se strinjam. Se pravi, to je bilo tisto lepo, ne? Ja. Kaj je pa izziv? Zdaj bom pa uporabil tole besedo, ki je zdaj tudi modna, drugače bi po staro rekli problem. Ja, ne, problemov ni, v komorni glasbi ni problemov. Ne? Problemi so v večjih zasedbah. Torej, jaz sem seveda zaposlen v orkestru Slovenske filharmonije,
To sem zelo vesel in ponosen, da lahko igram. Repertoar orkestra je res, to je nekaj zelo lepega. Ampak v orkestru si omejen, ne? Omejen si z tem, da izvajaš točno tiste skladbe, ki ti jih predpiše umetniški vodja in dirigira ti jih dirigent, ki se lahko z njim poistovetiš, strinjaš, lahko se pa tudi ne. Torej, kaj daje komorna glasba? Eno svobodo, veliko svobodo. In ta svoboda je v bistvu to, da na odru lahko kreiraš v tistem trenutku, ne bom rekel tako, kot čutiš, ker to je vedno te občutki, mogoče to preveč poudarjamo, tudi sam razmišljam, gre v bistvu za čustvena stanja, ampak v zadnji, ko neko skladbo študiraš, je veliko študija in enega vedenja o vseh parametrih skladbe in skladatelja in obdobja. Ampak seveda zdaj tisto, kar pa ni v notah napisan, tisto pa ima veze s čustvovanjem. Ne? Se pravi, in to je res lep občutek, ko na odru lahko v tistem trenutku daš nekaj publiki in v bistvu to dobiš nazaj. Ker publika, ta interakcija med publiko, zaradi tega je to pomembno, živo nastopanje. Torej, ko snemaš CD in nekaj drugega, midva to sva tudi rada posnela, ker sva imela odlično ekipo vedno, ampak v živo stati na odru in poustvarjati je res nekaj lepega. Zdaj, izzivi so pa mogoče taki, da ko imaš na primer recital, pa so 3 skladbe nove, je izziv to, da morajo te 3 skladbe nove ne zveneti, kot da si jih ti na novo študiral v primerjavi s tistimi, ki si jih igral že 10-krat, ampak mora biti to enakovredno in to je izziv. Se pravi, določene stvari ne more biti toliko zrele še, ampak ne bom rekel, da jih ti prikrivaš, ampak jih lahko podaš tako, da v bistvu publiko vznemiriš, povabiš, privabiš, zanimiraš. Se pravi, mora biti nekaj, kar njih pritegne. Ne? In to se mogoče da tudi za novo skladbo, včasih celo bolje. Ne? Ko neko skladbo že 20-krat zaigraš, ti že vsakič je drugače, ampak ti že v bistvu približno veš, kako bo to prišlo. Ne? Se publika lahko prvič sliši. Kar je pa tudi prav. Tako, točno tako. Točno tako. Še zadnji del pogovora z izjemnim komornim tandemom, tudi življenjskim in umetniškim parom, klarinetistom Dušanom Sodjo in pianistko Tatjano Kavčič, je pred nami, torej duo Klari Piano. Nastopala sta v Skandinaviji, Pragi, Sarajevu, na Škotskem, v Armeniji, na Kitajskem, še bi lahko našteval. Sta pa tudi ambasadorja slovenske glasbe. In sicer
zato, ker doma in v tujini vedno, ko imata koncert, zaigrata vsaj eno slovensko skladbo. Tako je. Vedno izvajava skladbo slovenskih avtorjev, še toliko bolj zavestno jo izbereva, ko greva v tujino, ker se mi zdi, da nismo tako zelo prepoznavni in najini prijatelji, glasbeniki v tujini nama ves čas zavidajo, veste, da se mi tako zelo poznamo med sabo tukaj v Sloveniji in da imava midva tako bogato knjižnico slovenskih glasbenih del, ki so pa prav posvečene nama. Tako da to res s ponosom predstavljava našo glasbo. In sicer sta ambasadorja slovenske glasbe zato, ker je akademik Lojze Lebič izrekel, da sta. Ja, Se motim? ne, mislim, da bo to kar držali, ne. Zdaj, Z namenom seveda, ne? Ja, a veste kako, gospod Lebič je v bistvu bil na res zelo veliko najinih koncertih. Midva sva tudi krstno izvedla njegovo skladbo, ki ni bila posvečena nama, ampak je napisal oči za eno ponaročilo knjižnice Golda Meir v Wisconsinu v Ameriki, ampak skladba ni bila nikoli, je sam rokopis ostal in potem nama je enkrat tudi dostavil to skladbo in sva izvedla. Njega sva tudi v bistvu prosila, če bi takrat nama napisal na slovensko ljudsko temo kakšno skladbo in v bistvu ni tega naredil. Potem, ko je prišel na koncert, je rekel, da mu je kar žal, ampak midva razumeva njega, on ne piše skladb, če nima ustvarjalnega navdiha in takrat ga očitno ni imel. Vse potem sva eno skladbo, je predelal eno skladbo svojo, ki sva jo potem izvedla tudi njegovo sonato iz študentskih let. Ampak ja, zdaj ta ambasadorja, ne, to je v bistvu lepo slišati. Midva se seveda trudva, midva sva imela tudi za Društvo slovenskih skladateljev veliko koncertov samo z slovenskimi skladatelji, ne. Nazadnje sva imela to tudi v bistvu lansko leto ob najini 30. obletnici, prav v okviru celo slovenskih glasbenih dnevov. Sva tudi izbrala skladbe, ki se nama zdijo, da so najbolj tehtne, seveda so bile tudi novitete med njimi in sva bila prvo vesela, no, tukaj lahko omenam eno zelo lepo priložnost, ki je takrat se zgodila, in sicer, da nama je Društvo slovenskih skladateljev ob 30-letnici najinega delovanja podelilo Lipovškovo nagrado, ki je v bistvu res eno priznanje Stroke, ne? Tako, točno tako, ne. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedo najbolje, ne? Ja, in za njo sploh nisva vedela. Vedela sva menda pol ure, preden je to šlo v javnost. Ko sva se potem zahvalila, sicer ne veva, kdo naj je tako lepo predlagal, ko sva se zahvalila članom društva, sem jaz omenila to, da ne zaradi naju, ampak zaradi najinih staršev. Sva jim zelo hvaležna, da so to dočakali, ne, da so nekako njihovi otroci bili nekje na pravi poti in vendar videni in slišani. Zlasti sem imela seveda v mislih moje starše, ki niso glasbeniki, da so takrat, da so to dočakali. Moja mama, ki je letos od januarja ni več z nami, da je to še doživela, da je njena hči nekako bila sprejeta in videna in slišana. No, če se zdaj sprehodimo recimo po takih bolj eksotičnih krajih, kot je Armenija, Kitajska recimo, ne, tam je glasba čisto drugačna, oziroma, dobro, seveda preigravajo vsi tudi klasično glasbo, ampak vendarle, mogoče kakšen spominček na te kraje oziroma te turneje, drugačno publiko, povejte. Res je bilo v Armeniji nekaj posebnega. Moj mož je izvedel, da bi lahko šla tja in igrala koncert, pa je rekel, veš, ne vem, če bi sprejel, ker je ravno na tvoj rojstni dan. Meni se to ni zdelo nič spornega, sem rekla, pa pejva tja in bova imela na moj rojstni dan koncert. In potem je bila res polna dvorana tam in midva sva tudi malo prilagodila program, so nama rekli, so nama povedali, da oni se toliko ne spoznajo na ta naš repertoar in potem na koncu so se zahvalila, jaz sem si celo napisala neko zahvalo v armenščini, so bili prav zelo navdušeni tam v poslušalstvu in potem sem pač nadaljevala, da sva zelo vesela, da so nocoj z nami, ker pač da jaz praznujem in potem je cela dvorana spontano začela peti vse najboljše. Mislim, to je tako lepo, veste, se vsako leto na rojstni dan spomnim.
na to. In ko smo odhajali v Armenijo, me je moj oče opozoril, rekel, veš, Tatjana, tam pa morata vidva za dodatek zaigrati Ave Marijo. A veš? In potem sem ga jaz poslušala in je bil to res en ganljiv moment, ker to so pa poznali, a ne, in Armenska pravoslavna cerkev je ena najstarejših, ne, in zato je seveda tam ta del sveta obkrožen z muslimanskimi sosedi vedno na udaru in zato so zelo ponosni tudi na to svojo dediščino. Tako je. Bili so pa tako srčni, toliko lepih trenutkov sva v tistih 4 dneh, ko sva bila tam, doživela in organizator res vodil po vsej deželi, videli smo tudi nekaj lepih samostanov in jezer in okusili to njihovo čudovito hrano in res dežela ljubeznivih ljudi. Kaj pa Kitajska, gospod sodja? Aha, Kitajska. Ja, sem mislil nekaj drugega, ampak lahko tudi o Kitajski. V redu. Ja, Kitajska se v bistvu v zadnjih, ne vem, mogoče 10 letih, mogoče še malo več, odprla za glasbo zahodnega sveta. Ne? Se mi zdi, da zelo radi vabijo. Oni tudi delajo tudi nove teatre, nove operne hiše, seveda za izvedbo tudi svojih projektov, ampak tudi za izvedbo zahodnih, v bistvu glasbe zahodne civilizacije. Zdaj na Kitajsko sva bila res povabljena prek tudi enega prijatelja in je bilo to res krasno organizirana turneja. Imela sva celo svojo, bomo rekli, eno pokroviteljico v tem smislu kot spremljevalko, ne, študentko, ker tam je tudi tako, nekateri znajo angleško, nekateri brez znanja kitajščine je res nemogoče in sva videla, da je res nemogoče še na metro gledaš, a boš šel na sever-jug, pa ne veš, kje je sever, kje je jug, ne. Tako da, ampak sva imela res lepe koncerte smo se peljali 2-krat z avionom, pa 2-krat z vlakom, enkrat zelo hitrim vlakom. Koncerti so bili v prekrasnih, velikih dvoranah, tako vse nad 1000, ne. To pomeni, ena je imela celo 2000 sedežev. Je pa mogoče, kaj če mi reči, mogoče je tam ta anekdota bila zanimiva. Igrala sva tudi v Shenzhenu, kjer je mogoče en najstarejših teatrov in je imel že tudi 30. obletnico, ne, je že v 90. letih nastal. In tam sva imela je bil kot dobrodelni koncert in potem sva dobila na koncu seveda aplavz, dodatek, potem dobiva rože in jaz skočim tiste rože, gledam, bi vzel, so rekli, ne, to so pa umetne rože, ne, to bo pa potem za naslednjega naprej, ne, se pravi, je zelo lepa gesta, ampak imajo in potem naslednji dobi iste rože, ne, no, to je taka, ne, ampak kaj sem hotel reči, še druga najna velika ljubezen je bila pa v bistvu Škotska. Na Škotskem smo imeli tudi ogromno koncertov po različnih krajih in mogoče ena anekdota je iz enega kraja, čist nepoznan, v bistvu Tom in Toll v pokrajini Speyside, kjer so skladateljico poznala Vilmo Patterson, tam je ona organizirala v lokalni cerkvi. Se pravi, kraj ima 300 prebivalcev, ampak v cerkvi, ne, seveda so protestanti, ampak je bilo v cerkvi polno ljudi in midva sva imela koncert in na ta koncert, potem o tem koncertu se je pisalo v enem časopisu lokalnemu in je ena gospa, ki smo potem tudi prijatelji rateli iz škotskega višavja, Highlands, brala o tem koncertu in rekla, jaz sem to zamudila in je videla, da so CD-ji, se pravi, sva midva CD-je sabo vzela, vse so takrat je bilo predbožični čas in so v bistvu jemali za enostavno za darila, ne, in nama je zmanjkalo CD-jev, ne. In potem je bilo to tako, ker sva imela še en koncert, je mogel Tatjanin oče poslati iz Slovenije še dodatne CD-je in tisti CD sva potem poslala tej gospej Mary Hovenden in iz tega je pol nastalo prijateljstvo in je tudi ona organizirala za naju koncerte potem celo v St. Andrewsu, v tisti slavni šoli, kjer se je šolal tudi princ Charles med drugim. Ne. Tako da so taki res lepi momenti, ko spoznaš v bistvu nove ljudi, ki sploh ne veš, da jih bo spoznal, ne. In je to res lepo. No. In gospa Hovenden je bila najstarejša gospa na najini poroki
v Ljubljani, je imela takrat 84 let in je prišla iz Škotske na najino poroko. Odlično. Kaj pa klaripiano zasebno, gospa Tatjana? Kadar ni glasbe zraven, so kakšni sprehodi, ne vem, velike lašče. Ja, to je tudi že znano, velike lašče, tam smo. Tam je naš drugi dom, tam je izvirala naša mamica, mi imamo zdaj tam tudi na tistem mestu, kjer je bila njihova domačija, zdaj stoji ena hiša. Tam prebijemo vse vikende in vsa poletja in vrtnarimo in tkemo prijateljstva z domačini in nas sploh nimajo za vikendaše, ampak smo mi njihovi in to je tudi zelo, zelo lepo, ker se jaz počutim in kot meščanka in kot čista prava vrtnarica. Potrdite? Ja, tako potrdim. Jaz sem v to, bom rekel, padel, ne, tudi v velike lašče, ne. Bom rekel, s tem, ko sem se poročil in moram reči, da res so ljudje res prijetni. Mislim, ta je tudi ker ni to veliki, da je ena vasica, Gradišče zraven, so ljudje zelo povezani med sabo. In imela sva tudi srečo, tudi bivši župan je bil gospod Zakrajšek, je bil nama zelo naklonjen in sva imela tudi precej koncertov po okoliških, medtem tudi na cerkvi v Velikem Osovniku, pa na gradu Turjak, pa v cerkvici svetega Primoža in Felicijana, to je pa v bistvu na Zgončah, to je v bistvu cerkvica 500 let stara. In takrat sva tudi prvič predstavila tudi ta najin projekt o ljubezni, ko smo prej govorili o romantični, o nemški romantiki in še kakšni drugi. Sva imela koncertem in to je bil koncert, ko so v bistvu slišali Tatjano starejši, ki so jo poznali od začetka, se pravi od malih nog, nikoli pa niso slišali, ker niso šli v Ljubljano. In moram reči, da cerkev itak ne, da je bila polna, ne? Ljudje so bili pred cerkvijo in so bila vrata odprta zato, da so lahko poslušali koncert. Tako da tiste je bilo res en tudi nepozabnih dogodkov, kako lahko v enem kraju, kjer ni klasične glasbe, pričaraš eno krasno vzdušje in so vsi navdušeni in zadovoljni. Ta povezanost se mi zdi zelo pomembna, ne? Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, duo Klaripiano ostaja aktiven, radoveden in mladosten v svoji glasbeni energiji, kot smo slišali. Tatjana in Dušan še vedno snemata, naročata nova dela, pripravljata projekte s pevci in igralci ter velikim občutkom povezujeta dediščino, sodobnost in osebno umetniško pot. Naj vas še enkrat povabim tudi v tej oddaji na koncerte, ki bodo prav v teh dneh, ne, eden že prav kmalu, danes zvečer 13. decembra, torej v Koprski stolnici, začetek ob 20. uri, potem pa ponovitvi še 20. decembra v Velenju in pa 21. decembra v Ljutomeru. V Velenju bo koncert ob 19. uri, v Ljutomeru pa ob 17. Tam boste lahko seveda tudi videli to, kar ste zdajle lahko poslušali. Za danes pa se vam seveda obema lepo zahvaljujem. Hvala lepa, da sta bila naša gostja in vse dobro še naprej. Hvala. Najlepša hvala za vaše povabilo. Bili ste čudoviti sogovornik. Res zelo lepo se zahvaljujeva, da sva lahko bila vaša gosta. Naš gost.